Lep pozdrav, tu Blaž. Danes pa bom govoril na temo odpora do političnih tekstov. In sicer že kar enih 6 let nazaj sem ugotovil, da se bom pač mogel začeti ukvarjati s politiko, če bom želel vplivati na spremembe v družbi, takšne seveda, ki bojo vsem v korist, ki bojo najboljše za vse. Ker sem pač opazil, da je sistem zelo neučinkovit, neustrezen in da posledično dopuščam in jaz in vsi skupaj dopuščamo zlorabe, ki se izvajajo nad življenjem, zato ker pač ne prevzamemo odgovornost za to, da bi to odpravili. Tako da takrat, ko sem začel brati neke statute političnih strank ali pa programe ali pa neke take politične tekste, sem bil od začetka sem imel odpor do tega. Ko sem začel brati, se mi je začel spati, recimo, zehati sem začel, razne misli sem imel zraven ob tem, recimo, jaz tega ne razumem, pa zakaj je to zdaj tako dolg napisan, pa to je samo eno bluzenje, pa se itak brez veze, da to berem, ker itak noben tega ne bere, pa ker itak noben ne dela tega, kar piše v programu in tako naprej. Ampak dejstvo pa je, da so zakoni napisani in če hočemo zakone spreminjati, jih moramo najprej spoznati, da vemo, kakšni so, in potem jih ustrezno popraviti in jih tudi znati napisati in opredeliti. In če imamo odpor do branja zakonov in takih dokumentov, potem samemu sebi preprečujemo, da bi bili učinkoviti pri tem, da soustvarjamo politiko družbeno. In to je ravno to, kar si mnogi, recimo politiki, želijo, zato ker enostavno tako sami imajo to moč, da vplivajo na ljudi, drugi pa ne, zato ker enostavno imajo odpor do branja takih tekstov. In pač sam sem začel potem odpravljati ta svoj odpor, pač z uporabo samorefleksije in samoodpuščanja teh misli, ki sem jih imel ob branju takšnih tekstov, tako da zdaj že brez problema take tekste berem. Ena stvar, ki pripomore k temu tudi, da dobimo odpor do političnih tekstov pa katerihkoli drugih tekstov, je to seveda, da ne razumemo besed. Da enostavno beremo in veliko besed ne razumemo in potem se nam zdi, da sploh ne vemo, kaj beremo in dobimo ta odpor, da se nam ne zdi smiselno brati sploh tega. No in to se da tudi pač učinkovito popraviti na ta način, da se naučimo pomena besed. Zato tudi moramo ta odpor do učenja besed odpraviti in do tega, da si gremo pogledati, pač kaj kakšna beseda pomeni v slovarju. Sicer zato obstaja tudi ena zelo učinkovita rešitev, ena učna tehnologija, ki se reče TechnoTutor, ki je pač zelo enostavna za uporabo in nam dejansko omogoča, da se naučimo definicij besed brez posebnega umskega napora, kar je še posebno zelo koristno za otroke, tako da jaz recimo za sebe vem, če bi imel to učno tehnologijo na voljo, ko sem začel v šolo hoditi, bi bil danes 3-krat večji genij, kakor pa sem, bi bil veliko bolj učinkovit, bi hitreje bral, bi razumel dejansko vse besede, tudi več jezikov in tako naprej. Ampak takrat, če tega ni bilo, zdaj pa je že na voljo, tako da če vas to zanima, si pač pogooglajte TechnoTutor, mislim, da je technotutor.si tudi stran, v glavnem boste pogooglali, tako da lahko naročite tudi predstavitev te učne tehnologije in jo dejansko si pač zagotovite in svoji družini in otrokom tako zagotovite najboljši način učenja, brez posebnega umskega napora. No, kakorkoli, ko odpravimo dejansko ta odpor do branja sploh političnih tekstov, do pogovarjanja o teh stvareh, ko odpravimo svoje predsodke, svoje misli, s katerimi se omejujemo pri tem in posledično ustvarjamo te čustvene reakcije, jeze, odpora in tako naprej, takrat šele dejansko lahko postanemo učinkovit soustvarjalec družbe. Zato ker dokler tega nismo zmožni, enostavno smo sami sebe izločili iz skupine ljudi, ki lahko kakorkoli vplivajo na družbeni sistem, na to, kako družba deluje. Tako da to je zelo pomembno, da si ta odpor pač
odstranimo in to je najbolj spet enostavno narediti tako, da uporabljamo orodja za samorefleksijo, za pisanje, samo odkrito pisanje in pa samo odpuščanje teh misli, nepotrebnih in posledičnih čustev, s katerimi si ta odpor ustvarjamo. Tako da priporočam, da to storite, ker boste posledično v življenju veliko bolj učinkoviti in enako velja za kjerkoli, tudi če nam recimo veliko ljudi ima odpor do ekonomije, do ne vem, matematike ali pa kakršnih koli tem nekih. Tako da za vsako temo si lahko na enak način, princip odpravimo ta svoj odpor do tega, da bi brali določen tekst ali pa se zanimali za neko stvar. Tako da ja, ok. Hvala Dan za poslušanje in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav.